No, takole pozdravljeni, zdaj se vam pa oglašam iz Svetih Višarij. Zdaj sem se že spustila dol, in nekako zbiram te moje vtise. Bil je križev pot. Res je bil križev pot. Ob poti gor pač je postavljen križev pot in ja, očitno sem še nekaj predelovala, zraven sem karte vlekla. Ampak zdaj, če samo povzamem ta zadnjo, na koncu sem dobila naslednji korak. Meni pripada sreča, zaslužim si jo. Dobila sem podporo vseh nebovzetih mojstrov, karto 12, in dobila sem karto bogastvo. Se pravi, na vseh ravneh sem povezana z obiljem, na vseh ravneh. In je bilo prav zanimivo, ko sem bila v cerkvi, sem prižgala svečke in dejansko, ko sem prižigala svečko, ravno sem prižgala za moja starša, prižgam svečko, me kliče oče in se nisem oglasila. In me kliče oče in se nisem oglasila. In me kliče oče. 4-krat me je klical, dejansko točno takrat, ko sem prižgala svečko za njiju. Prav čutim, da sem res nekaj zdaj predelala. Jaz sem danes zaključila moj veliki in mali trikotnik energij. Tako da zdaj, če pogledamo, veliki trikotnik energij je Medžugorje, Lourdes pa Višarje. Mali trikotnik so pa Višarje, Stara Gora nad Čedadom in Brezje. Tako da v bistvu zdaj s tem, ko sem tle gor v breg prinila, ampak hodila, markiranje, da dejansko hodiš, mislim, da 2 uri pa pol, jaz sem hodila 4 ure. Ne me vprašati, res je bilo naporen. Je bilo dobesedno čiščenje, še dokončno očiščenje. Ja, res je tukaj posebna energija. Svete Višarje imajo neverjetno energijo. In zdaj zgodbo verjetno poznate. Tukaj na Svetih Višarjih se je, mislim, da okrog 500 let nazaj, pač pastir je iskal svoje ovce in ko jih je našel, je tam, kjer so bile, je pač klečale so bile, so na tleh, in v grmu je našel kipec Marije, te Višarske Marije. In ta kipec je odnesel v dolino, mislim, da je to v Žabnico, je odnesel župniku in župnik je kipec pač zaklenil v omarico in naslednji dan spet pastir išče ovce in jih spet najde na istem mestu, klečijo okrog grma in noter v grmu je bil kip Marije. In spet ga odnese nazaj in tretji dan se je isto ponovilo. No, zdaj ne me držati za besedo, je bilo to 3 dni, ampak v glavnem večkrat se je to ponovilo in potem so sklenili, da Marija želi biti na Svetih Višarjah in da bo tukaj gor njeno svetišče, naredili so cerkev, tako da tukaj so posebne očiščevalne energije in sploh to mali trikotnik, veliki trikotnik, recimo Stara Gora nad Čedadom pa Medžugorje imata isto energijo, očiščevalno energijo. Mislim, da Višarje, da je to angelska energija in da Brezje pa Lourdes imata pa energijo, astralno energijo ali pa glih kontra. Saj na koncu koncev ni važno, pomembno je to namen. Če vas pokliče, da greste, pomemben je namen. Res vam bi priporočila, pejte tako, kot sem jaz šla. Sama, peš, šele takrat predelaš ene zadeve, ampak res predelaš ene zadeve. Tako da sem prav vesela in na koncu sem sama sebi nazdravila, ko sem šla na kosilo. In ravno danes, jaz prav čutim, da zaključujem in za nazaj se bom ustavila še na Brezjah, je 28 let tega zanimivega mojega zakona. In prav čutim, da sem zdaj dokončno predelala, da sem dala to kalvarijo skozi. Vse 3 punce imam odrasle in da je čas dobesedno za novo življenje. In tako, če vi čutite, da imate neke stvari za predelati, naredite isto in boste vedeli, stvarstvo vas bo podprlo, vedno vas bo podprlo.
ko imate zadaj iskren namen, iskreno željo, ko se povežete z energijo stvarstva, ker stvarstvo je povsod okrog nas. Pa mogoče, da vam samo majčkeno pokažem, to je smučišče. Ampak tam lepa, glejte, koliko je to lepo. Prav tako pravlično izgleda in tukaj gor so hribi. Tako, jaz upam, da se vam ne vrti v glavi, ker sukam tole kamero. V glavnem, uživajte, vse dobro vam želim. In ja, eno svečko sem prižgala tudi za vas. Za vse tiste, ki gledate ta moj kanal, za vse tiste, ki ste moje stranke, ki berete knjige, naj se vam v vašem življenju zgodi notranji preporod, tako kot pot metulja. Ja, metulj se mora zabubiti, mora nastati tista juha in zdaj mimo letita dva metuljčka. Ne vem, če boste videli. V glavnem, ta notranji preporod, da ko se zabubiš, ko pogledaš, ko dovoliš, da se naredi notranja juha in potem pa nastane čisto nekaj drugega. In vem, da sem enkrat že govorila, gen, ki je odgovoren pri gosenicah, da se začne transformacija, so ga našli tudi v našem srcu. In jaz verjamem, da dobesedno naša notranja transformacija se zgodi in da dobesedno postanemo drugi ljudje. Tako da delajte na sebi, hodite po tistih poteh, kjer vas vodi vaša duša in boste videli, čas je za osvoboditev od vsega slabega. Tako da vidim, kakšno frizuro imam, fajn, planinsko. V glavnem, res je fajn. Uživajte, vse dobro vam želim in hodite tja, kamor vas vodi vaša duša.